52. dan gasilcev Gasilske zveze Ormož je letos gostilo prostovoljno gasilsko društvo Cvetkovci, saj so dogodek združili s počastitvijo svojih 100 let delovanja ter s predajo novega gasilskega priklopnika in motorno brizgalno. Poleg gasilcev vseh društev v Ormoški gasilski zvezi so Cvetkovčani ob jubileju medse povabili številne goste od vsepovsod. Svojo prisotnostjo pa so jih počastili tudi gasilci pobratenega gasilskega društva na Poljskem in številni z vrha regijskih in državnih gasilskih organizacij. Po sprejemu gostov v šotoru je potekala parada, v kateri so mimo častne tribune zakorakali ešaloni gasilske mladine, članic, članov, nato pa je sledil še motorizirani del parade. Gasilci so se na praznovanje svoje stoletnice dobro pripravili, sploh pa jo obeležili še z drugimi aktivnostmi. Tako so že v četrtek pripravili slavnostno sejo, kjer so predstavili gasilski zbornik, ki so ga izdali ob jubileju, ter odprli likovno razstavo z likovnimi deli, ki so na temo 100 let prostovoljnega gasilskega društva Cvetkovci prispela na natečaj. V petek, dan pred uradno slovesnostjo, pa so organizirali tudi operativne igre, v katerih so sodelovali gasilci Gasilske zveze Ormož. Niso pa pozabili niti na nagradno igro in še nekaj drugih zabavnih aktivnosti. Po zaključku parade je sledilo poročilo, ki ga je predal poveljujoči na paradi. Višji gasilski častnik Tonček Lisjak, poveljnik Gasilske zveze Ormož. Naznanil je, da je v paradi sodelovalo 26 gasilskih pionirjev, 31 mladincev, 52 članic in 110 članov ter 43 gasilskih vozil s opremo. Vrste gasilcev naj stopi vsak, pridružijo vsi naj se četi, da bomo sposobni in močni dovolj pomagati vsakmu v nesreči. Po himni, ki so jo zapele članice ženskega pevskega zbora Gasilske zveze Ormož pod vodstvom Renate Horvat, je zbrane pozdravil predsednik prostovoljnega gasilskega društva Cvetkovci Janez Marin, ki je med drugim povedal. Ponosno lahko povem, da naše društvo danes šteje 217 članov. Od tega je 22 pionirjev, 18 mladincev, 92 članov in 21 veteranov. Naše delo je odvisno od nas posameznikov, ki smo pripravljeni žrtvovati svoj prosti čas, delo in včasih tudi zdravje z namenom, da nesebično pomagamo vsem, ki so pomoči potrebni. Ta lastnost je v naših Cvetkovcih prisotna že dolgo in zato smo 100-letnico dočakali v dobri kondiciji. Naše društvo se je iz skromnih začetkov, ko je imelo le eno ročno brizgalno in 100 metrov konopljeni civi, razvilo v sodobno, kraju in času primerno gasilsko društvo. Seveda je bila ta pot dolga in na trenutke težka. Bilo je obdobje, ko se je društvo borilo za svoj obstoj. Po zaslugi pogumnih mož je prebrodilo tudi takšne čase. Pisalo se je leto 1923. V Cvetkovcih je meseca julija nastal pravi preplah. Zagorelo je na posestvu Dionizija Hanželič pri Skalekovih podomoče. Ljudje so pomagali po svojih najboljših močeh, a brez ustrezne opreme niso bili preveč uspešni. Cvetkovčarji so bili mnenja, da je čas, da v vasi ustanovijo gasilsko društvo. Dober dan, ljudje. Dober dan. Danes smo se zebrali na želju Cvetkovčarov, ki bomo lepo nekaj naredili, ki bomo se proti ognju borili.
Tako so mladinci prostovoljnega gasilskega društva Cvetkovci uprizorili prve dogovore in načrte za ustanovitev gasilskega društva v vasi, ki je bilo 18. novembra 1923 tudi uradno ustanovljeno. Svoj govor ob 52. dnevu gasilcev Gasilske zveze Ormož je na tradicijo gasilstva navezal tudi predsednik Gasilske zveze Ormož. Gasilstvo na Slovenskem ima bogato dolgoletno tradicijo. Ljudje so se v preteklosti začeli združevati v takratne požarne brambe, da bi učinkoviteje preprečevali in gasili požare. Prvo prostovoljno gasilsko društvo, takrat imenovana Požarna bramba, je bilo ustanovljeno na pobudo graščaka Josipa Savinška leta 1869 v Metliki. S tem se je začelo obdobje organiziranega gasilstva na Slovenskem. Samega me je zanimalo, s kakšnimi izzivi so se ukvarjali vodje gasilskih organizacij v našem okolju v preteklosti in kako so jih reševali. Zato sem poiskal po starih zapisih in danes bom prebral nekaj zanimivih citatov. Drugi predsednik Gasilske zveze Ormož, tovariš Franc Puško, ki je predsedoval Gasilski zvezi Ormož v letih od 1957 do 1975, je leta 2001 na vprašanje, kako so zagotavljali finančna sredstva in kaj so naredili z njimi, odgovoril takole. Občina je vsako leto pripravljala proračun in vanj so vključili tudi denar za občinsko gasilsko zvezo in 22 gasilskih društev in to toliko in toliko dinarjev. Nato smo mi denar dodeljevali društvom in sicer tako, katero društvo je znalo bolje gospodariti in delati boljše, je dobilo več. Vedno, ko se je delal proračun, smo se borili, da bi dobili čim več. Takrat so nas poklicali na sestanke in nam povedali, kako računati, kaj se bo delalo z denarjem in kako se bo porabil. Mi smo se borili, da bi dobili čim več denarja, da bi ga nato lahko tudi čim več dodeljevali društvom, da so lahko tako kupovala avtomobile in opremo. Veste, kako je bilo takrat. Vsako društvo je hotelo imeti avtomobil, zato je bilo zbiranje denarja hudo delo. Konec navedka. Tretji poveljnik Gasilske zveze Ormož, tovariš Adolf Rižnar, ki je poveljeval Gasilski zvezi Ormož v letih od 1967 do 1985, je leta 2001 na vprašanje, od kod ste dobili denar za nakup tehnike in koliko so prispevali ljudje, odgovoril. Največji vir dohodka so bile tombole. Tam je bilo vse od jedače do pijače, ki se je kupila po ceni, nato pa se je prodajala po dnevni gostinski ceni tako, da je pritekalo čim več denarja. Ljudje so običajno dajali na nabiralnih akcijah, niso pa dali dosti, ker dosti tudi niso imeli. Na primer, če smo šli nabirati za tombolo, smo šli en dan po plači in to najprej k tistim, ki so imeli največ. Koliko je kdo dal, se je videlo na nabiralnih polah. Dali pa so večini vsi, od kombinata, zadruge in trgovskega podjetja. To so bile velike in premišljene naloge. Potem pa smo 3 do 4 dni skupaj spravljali nagrade, kot po tekočem traku, od glavne tombole do malih nagrad. Konec navedka. Na vprašanje, kako gleda na gasilstvo v ormoški občini danes, je tovariš Adolf Rižnar, počasni poveljnik Gasilske zveze Ormož leta 2001 odgovoril. Kaj se tiče gasilstva, je dobro organizirano. Precej je tudi pomladka, nekoliko premalo pa je ljudi, brez plačila pa nihče noče več delati. Jaz sem za gasilce naredil 1000 ur in nisem nikdar vprašal za plačilo. Mislim, da bi morali gasilci opravljati svoje delo bolj aktivno. Več bi se morali vključevati v tekmovanje, ker če tekmuješ, se moraš za tekmovanje tudi pripraviti in se tudi usposabljati. Obnoviti bi bilo potrebno tudi kader. Kadra ni, šolo pa noben ne bi rad šel, da bi se kaj naučil in znanje prenesel na članstvo. Konec citatka. To je le nekaj kratkih citatov naših gasilskih vodij na Ormoškem, ki so svoje poslanstvo upravljali v preteklosti. Z njih se da razbrati, da se danes ukvarjamo s podobnimi izzivi, seveda današnjemu času primerne, in da danes pridom koristimo marsikatero njihovo izkušnjo in modrost. Prav tako s tem dokazujemo,
da je treba delo z preteklosti premišljeno z majhnimi spremembami izboljševati in nadgrajevati, saj je dejstvo, da so bile prakse v preteklosti v večini premišljene in dodelane. Sam osebno ne podpiram reform vse povprek, kot to danes pogosto slišimo po televiziji, saj sem prepričan, da z majhnimi izboljšavami lahko naredimo času primeren sistem. Prepričan sem, da je eden ključnih razlogov uspeha in ugleda slovenskih gasilcev, da smo svoje delo brez reform leta sistematično in počasi nadgrajevali ter izboljševali, s tem načinom pa smo si pridobili zavidanja vreden ugled med Slovenci in v tujini. Danes nikakor ne morem brez, da ne omenim velikega uspeha ormoških gasilcev na tekmovalnem področju. Člani tekmovalne ekipe A PGD Podgorci so lani na gasilski olimpijadi osvojili odlično 3. mesto. Danes bomo zato članom tekmovalne enote za dosežene odlične rezultate na tekmovalnem področju in osvojeno medaljo na gasilski olimpijadi v Celju podelili odlikovanja Gasilske zveze Ormož. Še enkrat čestitke člani A PGD Podgorci. V nadaljevanju je predsednik Gasilske zveze Ormož spomnil še na letošnje volilno leto na vseh nivojih v gasilskih vrstah ter povabil na kongres gasilcev, ki bo v Žalcu meseca oktobra. Potem so k besedi povabili župana občine Ormož Danijela Vrbnjaka, ki se vsem gasilcem v Gasilski zvezi Ormož zahvalil za vso opravljeno delo in neomajno pripravljenost pomagati v vsakem trenutku. Prostovoljnemu gasilskemu društvu Cvetkovci pa je ob 100. obletnici izročil tudi občinsko jubilejno priznanje, ki ga je prevzel predsednik Janez Marin. Med številnimi izbranimi gosti, ki so praznik gasilcev počastili svojo prisotnostjo, je bil tudi predsednik Gasilske zveze Slovenije Jaka Cerkvenik, ki je med drugim spomnil na lansko angažiranost gasilcev na 2 pomembnih dogodkih: na gasilski olimpijadi in v katastrofalnem požaru na Krasu. Včasih kdo reče, seveda ti podatki, ki jih dajemo, tako statistični, so lahko varljivi. Ne, ni res. 170 tisoč gasilcev je v Sloveniji. In če ne bi imeli tako velike baze vseh članov in članstva, kar smo danes videli tudi v mimohodu, tako mladih, tako članov, članic in pa veteranov, zagotovo ne bi bili kos tem 2 razmeram, kot so bile v lanskem letu. In še nekaj je, mislim, da ne poudarjam zastonj strokovno usposobljenost, poudarjam jo zato, ker na tako velikem požaru, kot je bil na Krasu, smo išli brez vsake resne, večje poškodbe. In to je pomembno. In še nekaj, v času olimpijade in Krasa je bilo v naši državi tudi več kot 100 intervencij. To se pravi, da vsi tisti ljudje, ki so sodelovali na Krasu ali v Celju, so znali obvarovati tudi naše in vaše domove, ne glede na kraj in na velikost naše države. In računam in vem, da si zaslužijo en aplavz. Višek dogodka je bila predaja novega gasilskega priklopnega vozila z motorno brizgalno. Bor Ozmec, pionir prostovoljnega gasilskega društva Cvetkovci, je ključ predal županu Danijelu Vrbnjaku. Župan ga je potem predal poveljniku Gasilske zveze Ormož Tončeku Lisjaku. Tonček Lisjak pa poveljniku prostovoljnega gasilskega društva Cvetkovci Branku Herguli. In Branko Hergula strojniku Borutu Herguli. Slišali smo tudi kratko prisego strojnika Boruta Hergule, ki ga bomo zdaj v prevzemu tega simboličnega ključa še prosili, da vklopi novo pridobitev in preveri, če ta črpalka čisto zares deluje brezhibno. Prosim. Sledil je blagoslov nove pridobitve, ki ga je opravil svetinski župnik Jožef Rajner, in podelitev priznanj.
odlikovanj, gasilskih plemenic in gasilskih sekiric Gasilske zveze Ormož in Gasilske zveze Slovenije. Tudi v Cvetkovcih so gasilci najaktivnejše društvo v kraju, ter že od nekdaj nosilci tako kulturnih kot družabnih aktivnosti.